Pozdravljeni v imenu Zavarovalnice Triglav in v mojem osebnem imenu. Veseli nas, da smo partnerji regionalnih forumov, ki so tudi za nas velika dodana vrednost, izmenjamo ogromno mnenj, tudi spodbujate nas novim inovativnim rešitvam. Kljub temu, da smo najstarejša zavarovalnica na Slovenskem, se zavedamo digitalizacije in da je naša vsakdanjost, tako da smo samo v zadnjem obdobju implementirali ogromno novih tehnoloških rešitev. Recimo omenil bi samo poslovalnico i-Triglav, Triglav Drive, Triglav Vene in pred kratkim smo pa v Ljubljani odprli prvo digitalno poslovalnico Triglav Lab. Dejansko s tem Triglav Labom nekako vstopamo na področje digitalizacije in trudimo se, da bi nekako počasi vstopili, čeprav se zavedamo, da še vedno osebni kontakt je tisti, ki našo branžo gradi in dejansko pomeni dodano vrednost, ker ta osebni kontakt s stranko je za nas najbolj pomemben, ampak nekako probamo vstopati v korak tudi z digitalizacijo. Danes sem si vzel par minut časa, da se spomnimo na 2 leti nazaj, ko smo bili v Vili Vipuže, ko je bil Goriški forum takrat, in takrat smo prvič predstavili naš produkt, Specialisti Plus. To je produkt, ki omogoča, da hitreje pridemo do zdravnika specialista, da pridemo hitreje do specialistične obravnave, diagnostike in enodnevnih posegov. Dejansko skozi ta produkt smo nekako tudi mi testirali trg in zato sem tudi vzel neko, bi rekel, primerjavo, da pogledamo, kaj se je od takrat zgodilo, ker takrat tudi malo testirali te zadeve in da vidimo, kaj se je zgodilo v 2 letih. In dejansko imamo danes čez 90 vrhunskih izvajalcev, s katerimi sodelujemo na področju celotne Slovenije. In kot dejansko cilj tega produkta ni bil samo čakalna vrsta oziroma skrajšanje čakalnih vrst. Dejansko zavedali smo se tudi problema gospodarstva. Ljudje, ki čakajo na specialista, ki so dolge čakalne vrste, sigurno je to velik problem tudi za delodajalca. Dejansko ljudje, ki čakajo na specialista, sam ne ve niti kaj z diagnozo, manjša učinkovitost, ta bolovanja se vlečejo in dejansko za delodajalca to predstavlja velik problem. In dejansko to je slajd, ki smo ga prikazali v Vili Vipuže. Takrat je bilo v javnem zdravstvenem sistemu 112.000 čakajočih na prvi specialistični pregled in od tega je 9.500 ljudi, pacientov, čakalo na prvi pregled nad dopustno čakalno dobo. Kaj pomeni dopustna čakalna doba? Če na napotnici piše hitro, je to 90 dni, če je redno, je to 180 dni. Torej, pred 2 leti je 9.500 ljudi nad to dopustno čakalno dobo bilo v vrsti. Zdaj, če gremo na naslednji slajd, kje smo danes po 2 letih in zdaj dejansko sploh o smotrnosti tega produkta, ki smo ga implementirali. Danes je 124.000 ljudi, ki čaka na prvi specialistični pregled, tukaj nekje 10% povečani, ampak, kar je zanimivo, 24.000 ljudi čaka nad dopustno čakalno dobo. Tukaj pa govorimo o 20% dejansko, 20% od celotnih pacientov, oziroma več kot 100% povečanje kot pred 2 leti. Tako dejansko naš produkt, bom rekel, nekako je bil zadetek popolno, mislim, da smo nekako izkoristili razmere na tem trgu, dobro se prijemlja produkt. Rekel bom, da je eden redkih produktov, če zelo iskreno povem, ker tudi delavci vidijo v njemu dodano vrednost. Ker vedno delajo vsi, ki ste tukaj, verjetno se tudi soočate s tem, ko želite delavcu dati dodano vrednost, reče, ja, raj mi povečaj plačo za 20-30 evrov, ko da mi nekaj daš. Ampak to je zadeva, ki so še vsi delavci, ki so naredili kolektivno zavarovanje, rekli super zadeva in dejansko ocenijo to kot neko dodano vrednost, kjer tudi delodajalec pokaže neko skrb za zaposlene. Dejansko čakalne dobe danes, mi pri našem produktu največ napotnic imamo za nevrološko ambulanto in za dermatološko ambulanto. Če pogledate, pri nevrološki ambulanti je 143 dni,
poprečna čakalna vrsta pri dermatološki 161 dni. Z našim produktom zagotavljamo termin obravnave v največ tednih, ampak iz prakse se je pokazalo, da že v 1 do 10 dneh smo pri specialistu in dejansko imamo neko diagnozo. Zdaj samo ta primerjava, da imaš v 10 dneh izvid ali pa ga imaš v 140 dneh. Kaj pomeni to za delavca, za stres, za čakanje na neko diagnozo oziroma za delodajalca, ki je takoj seznanjen in lahko tudi reagira. Za konec bi rad samo poudaril še ena stvar, da dejansko ljudje večkrat rečejo, preskočimo čakalno vrsto. To ni res. Mi dejansko ne vstopamo v javni zdravstveni sistem in nobenega ne prehitimo. Dejansko z našim produktom vstopamo v privatne ustanove, samoplačniške ustanove dejansko, kjer so plačljive storitve. Torej, nekdo zaradi našega zavarovanja ne bo, če je 1250 v čakalni vrsti padlo z eno mesto nazaj. Dejansko to ne pomeni, da preskakamo čakalne vrste, ampak gre se v privatne ustanove, kjer so samoplačniške storitve. Želim vam še naprej prijetno druženje, veliko poslovnih uspehov in vse dobro v tem letu. Hvala.